Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji se bomo malce sprehodili skozi sledi zanimivega življenja našega tokratnega gosta, ki naj jo gosti v svojem najemniškem stanovanju, če se ne motim, Konrad Pižorn Kondi. Ja, prav lepo pozdravljena v tem stanovanju, ki je najemniško od moje žene. In upam, da se boste dobro počutila tiste pol ure, kar boste tle, potem bo pa sta mogla počasi jeti, ker imamo svoje delo, vidite pa verjetno svoje. Res smo že eno urco tukaj, ne? Ja. Tako da upam, da še lahko, ne? Eno uro. Z velikim veseljem. Pižorn, ja. Prav zanimiv priimek, ne? Ja, Pižorn večinoma jemljajo kot recimo, da je to nekaj francosko, smatram, da tudi je, saj kar smo govorili z mojimi bratranci izpod gore Oljke, odkjer izviramo Pižorni. Seveda moram priznati, da jaz se zmeraj šalim, da je to po francosko Peugeot, Pižon. In sem rekel, če bi moj dedek, ki je izdeloval te Peugeote, meni dal samo en frank od tistega avtomobila ali pa 001 tega, bi jaz bil danes milijonar in se ne bilo treba s tem dejati, kar se zdaj dejem kot igralstvom. Ampak v bistvu nikoli nismo prišli tako daleč, kako smo prišli skupaj z Francozi, kako smo preko Konrada prišli z Nemci, ampak to je bilo verjetno v času ilirskih provinc, v času Habsburžanov in tako naprej. To je bila verjetno neka taka, tako kot smo Slovenci, neka zmes nekih narodov, ki so se ustavili tukaj. Tako da smatram, da je to. Sem pa v bistvu slovenski mulat, ker po očetu sem Savinjčan, po mami sem z Ivančne Gorice, izpod Spodnje Droge, drugač pa rojen pa na Gorenjskem. Tako da se mi pozna, da sta dobila samo tiste piškote, ki že ono se pospravlja. In to prvi od treh, ne, otrok, pa živ, ne? Ja, to je pa res. No, to piše tam na spletni strani, da ste se živi rodili. Ja, jaz sem se živ rodil, moram priznati, pred mnogimi leti in to v mešanem zakonu, oče bil moški, mama ženska. No in varianta je taka, da v bistvu res, saj po materi sem potem slišal, da je v bistvu imela neke spontane splave in tako dalje. In tudi zdaj, po mnogo letih spoznal, ko sva se mogla ženo preseliti sem v Zasavje, da v bistvu je mama bila na strani tistih, ki so zagovarjali splav. In to ni bilo pogodu predvorskemu župniku in potem so se neki tožali. In šele zdaj sem videl v Slovenskem kroniki, kot da ne bi dosti naredila za predvor moja mati, da je seveda v predvoru bila takrat tožena zaradi tega, ker je zagovarjala splav. Zanimivo, ne? Tako da ta tretji sem bil, ja. Mislim, da je 2 splava imela, nekaj takega je bilo. Jaz pa tudi nisem prav zdrav rojen. Ta tretji pa pravzaprav prvi, ne, od 3. Ja, prvi od 3. Ja. In ste še vsi živi? Ne, nobeden ni živ od onih 2. Ker sta bila oba spontana splava. Ne? To je to. To je to. Oba spontana splava. V bistvu, mislim, sem kol v tem tudi, ko mama je bila medicinska sestra, prišla v predvor preko Ivančne Gorice, Podpeči, Kamnika in tako naprej, ko so bili čas delegiran preko teh, ki je bila medicinska sestra, da je prišla v predvor dr. Valiču. No, potem oče je bil pa električar, pa v Podlogu in takrat so delali tiste daljnovode in tako so delali tudi en daljnovod v Železnikih in v Železnikih se je usedel na kolo in kaj ga je donesel iz Železnikov v predvor, v bližnji gostilni spoznal mojo mamo, ostal kar tam, naredil mene, poleg unih 2, seveda, ki se nista parjela in seveda tako potem smo tam ostali, tam živeli vse svoje leta do tega, da sem jaz vse zapravil in potem pa šel sem. To se pa zgodi, ne? Ja. Včasih. Tudi v boljših familijah. Nekaj me še zanima, ne? Glede na to, da ste sami živeli, ne, kot edinček, ne, tudi s Cerkljanček. Ja, no, mama je bila medicinska sestra, pa moraš vedeti, da sem bil čisto večinoma pri dohtarjih, razumeš, pa tam okrog, razumeš, če sem kaj narobe naredil, sem mogel recepte pisati, v času se pisali še z svinčnikom, če se spomniš. 100-krat. Tako 0688 je bilo dohtarja številka, 5018 4058 je pa treba bilo napisati potem še naprej šifre pacienta. In sem mogel potem zakazati napisati 100 receptov, ki so bili še takrat. Tako da sem bil doskrat, sem šel mamo tja obiskati, se spomnim vse tih stvari, kako je bilo včasih, tista vaga za dojenčke. Pa večinoma moram res priznati, da sem bil kar malo traumatičen, zaradi tega, ker včasih je bila zadeva taka, da so hodili tudi na domove pacienti,
In recimo pri nas je bilo zelo znano, v Preddvorju je bila gor ta bolnica za tuberkulozne bolnike, in moške in ženske, in so potem tisti, ki so imeli pa astmo in so potem kar tle gor zaradi tega ostali, kakšna leta pred Golnikom. V bistvu so k mami hodili po injekcije in to je bilo kar največkrat ob nedeljah, sobotah in tako naprej. Ali pa pozdravila domov. Večinoma je mama dajala injekcije doma. Pa bilo to težko sprejemati, ker so to kar težki bolniki, ne? So kašljali, verjetno. Malo težko, dokler časih nisem začel sam zdraviti. Ja, potem je pa mama rekla, ne dvakrat je ni bilo doma, pa sem pa enega dobil, pa se lahko povem, se je že škoda, ki je pokojni, pa ni zaradi mene. Je varianta taka, da v bistvu se je neki po nesreču in je krvavil in je mi naredil celo steno čist, krvavo, pride not, mame ni bilo kaj narediti. Jaz sem v to stavil, čas je bil penicilin, in ko nam pozabil ti sprašek, ga naštupam, razumeš, kot župo s poprem, razumeš, naredim tole, ferti ga uvežem. Se nikoli za vsak slučaj pet pa še v Kranj v dežurno. Seveda, ker so bili takrat še tisti telefoni stacionarni, kliče doktor, seveda dežurn, ki je poklical mamo, je pa rekel, gospa Majda Madonca, maj ste pa doktorca, krasen ste naredila, odličen ste ga prevezali, sam ne bi smo smela dati gor penicilin, kašen penicilin, sploh ne vem, da je bil pri nas. In je zvedla, da sem bil jaz šele takrat pri njej in sem vse jaz sam naredil, tako da v bistvu ga sam zaščiti niso mogli. In je mu cel življenje poštramf. A res da? Ja, ampak preživo pa je, veš. Ni vas pa potem potegnilo v te medicinske vode? Ne, to me pa ni nikoli zaradi tega. Ali pa v štromarske? To me pa je. To pa me ni potegnil. Varianta me je štromarske potegnil samo zaradi tega, ker me jate neparkrat na urbov na gonu, mislim tako, vzgojno oplemenitil. Ja, včasih je bilo malo drugačne. S PPR-om. PPR kabel, celo trožilen ali pa dvožilen, in mesti smo na tavku, ker sem pobegnil celo od doma. In zdaj imate travme, ne? Zdaj imam pa ne zaradi tega. Travme imam zaradi tega, ker je mama še takrat, ko so bili ti cajti, mogla hoditi pa mrliče štimati za napare. Aha. In jih je bilo treba skopati, obriti in tako naprej. To je delala medicinska sestra. Doktor je prišel, sam napisal, da je pač umrl, se ni več dihal. Tako, ja. Tako, vse ostalo je bila pa že narejena. Tako sem bil velikrat pri mrličih. To je pa težko spremljati, ne? Ja, no, in mimo grede, ko sva malce v tej vzgoji, ne, sej sem tudi jaz iz tistih časov, ne, ko za ta sladke, ta kisle, ne, smo bili kdaj potegnjeni, dobro, niso nas garbali, ne, ampak vseeno, ko gledate zdaj na to vzgojo, ne, ker se pa praktično nič ne sme, ne. Lej, sem govoril z nekimi šolniki, recimo, ki sami rečejo, lejte, zakaj pa? Zakaj bi se dejal, da pride potem advokat v šolo, pa me potem ganjajo na drugačen način, ne skozi besedo, ali pa zakaj si to naredil, danes opravičilo, nič ne pomeni. Tako kot v bistvu doma bi mogel biti najprej pogovor, zakaj si to naredil, in potem mora biti kazen. Za vsako stvarjo je kazen. Ste bili kdaj v kotu pa klečali? V kotu nisem klečal, se pravi, moče me pa ne parkrat, mislim, da je bilo enkrat ali dvakrat na urbo, ampak za težje primere, nikoli kaj takega. Mama je pa hodila sam za mano, ker mama je imela, zmeraj rečemo, da je imela spoj slored 120 kg, je bila bolj močne postave, zelo znana, mislim, jaz sem v take res zelo znane starše, ki so hodili, ko hoče je napoljeval električne inštalacije, zelo pocen, mama jih je pa zdravila, seveda, potem sem bil jaz temu tudi podvržen in je v bistvu se videl, ko je zmeraj hodila za mano, ko sem na igrišču, jaz sem bil durh na igrišču, ne pa šoli in metal sem mislil, da bom košarkar. A razumeš, da me Gojc poklical, recimo, zdaj, ko so delali ta film, ali pa teli nenački, jaz se ni spomnil nami, da sem takrat kaj igral. Ampak od tiste košarke sem fasil samo pogoste angine, sklepno revmo, srčno revmo, pa ta zadnje leto v 8. razredu sem bil 1 leto v bolnicah. No, ampak tista sklepna revma, ne, to pa je kar opasno. To je bilo pa zelo na tenko, tudi zaradi srca, ne, tudi to, kar se mi je zdaj dogodilo. A to je povezava potem? Ja, to je bilo že pogoste angine. Zdaj, sklepna revma so včasih rekli tudi, ne, če kdo škrlatinko. Ja, ista zgodba. Ne, da se lahko razvija. Ja, ne, se pravim, to je bilo. Kaj so to noge čisto odpovedale? Kako, ja, sem tudi ležal, skoraj mesec sem bil na otroški. Ampak takrat ni bilo obiskov glih, ne? Takrat še je bilo? Ja, ne toliko. Mislim, ne, obiski so bili samo, mislim, da v četrtkih, po sobotah ali v nedeljah. Ampak redno, mama ni imela vozniškega izpita, ker je ta prvi inštruktor je prej umrl, ta druga je pa zjagala z avtovan, ker je znala bolj voziti pa on, ne, oče se je pa navličil, razumeš, je pa raj pela, pa da je bilo mir. Mi smo eno katrco, ki je na stran vesile, tam, ki je mama bila na tistem koncu, razumeš, ampak
bili pa smo familija, veš, nekaj posebnega. Tako da smo se kar fajn imeli in je hodila vedno z avtobusom k meni. Na obiske. Ne? Tako. In tudi k očetu, ki je In bil vi potem vedno jokali, potem ko je šla. Ne? Ja, to je bilo pa neverjetno. Jaz nisem, no zdaj so pa, Tako da kot smo jedinčku. K meni tudi mama potem ni več hodila, ko sem imel roko zlomljeno v bolnici. Takrat je bilo še, smo bili še en teden v bolnici, tako da je Ata je pa lahko prišel. Ne? Ja, no, ja, sej največkrat naš Ata ni mogel priti, ker je bil pa v drugi bolnici. Ne. Ampak, tako da v bistvu, tako da poznam tudi Rugelna in tako naprej, a ne, iz teh njegovih. Ja, ker oče je bil pa, ampak ne, tukaj pa lahko rečem, da je vse, kar Rugelno vsaka čast, odličen. Je bil a je začel potem tudi zelo, zelo brati, ki je še šole dokončal, je tudi maraton odlaufal? Točno tako, pa druga varianta je bila do takrat, če ni bil tako s tistimi izjavami proti ženskam. No. Je bila varianta samo, da je v bistvu kako se z delom in zdaj grdo rekel, ampak de facto je mu to Arbeit macht frei. Da morajo delati in jaz sem bil na Škofeljci gor, ko so rožce sadili, ko so delali, pospravljali pevski zbor in delati so mogli skozi. Pa je mama morala tudi hoditi, oziroma žena njegova? Vsako sredo je bil doktor Jan in ta doktor, da sva hodila potem dol na obisk k njemu. In z avtobusom. To je bilo takrat. Mislim, da njegovo delo malce nadaljuje Perko, ne? Ja. Ga je tudi kar fajn poslušati. Točno tako. Mogoče je bolj nežen, ne, kot Rugel, ne? Ne, takrat jaz se ga ne pomnim tazga, ki je bil potem. Jaz se ga ne spomnim. Ob koncu je bil, je pa ena stvar, zahteval je pa, da smo tudi svojci, to nam kol pozabor, desca knjižca, tokle velika, boj proti alkoholizmu, noter so bile vse tiste variante, do TTD-sa in potem v bistvu do abstinence, do kluba zdravljenih alkoholikov, tako da sem tam tudi drugo plejado ljudi spoznal. Mama pa ni uživala alkoholnih pijač? Nikoli v življenju. Kaj pa vi? Jaz, a zdaj treba? Jaz sem užival alkohol, čeprav ga ne bilo treba. V bistvu bolj nisem toliko podvržen bil alkoholu, ker pa ta varianta, da sem pil vedno zaradi kakšnih travm, zaradi kakšnih težav, tako so potem nastopile te travme z denarjem, z raznimi stvarmi. In nekako tolažba? Ja, skoraj bi človek rekel. Pa v bistvu iskanje neke miloščine, neke tolažbe, najlažje si ga dobil za šankan, ker ni bil boljš prijatelj, kot kolega, ki te je poslušal, ne, se ga nimo kamerijati. A razumeš, ki je bil zaradi tega tank pa jaz, da sem jaz, ko nisem nehal z mano, so zelo težko stali. Je mogel biti kar neverjetno, a veš, ker jaz sem to govoril, pa govoril, tako da ni bilo problem. Tako da v bistvu, ne, je čisto normalno, ne, da ste se odločili za ta igralski poklic. Ker je treba govoriti. To je pa oče meni že rekel, veš, kako je, samo kurbe pa pijanci. Oziroma govoriti o starem pojmovanju igralca. Zdaj, ko včasih gledam kakšne sodobne igre, ne, vsake drugega delajo, kot govorijo. Ne. No, to je, jaz bom rekel tako, ja, sigurno, ampak to je zdaj drugačen pristop k igri, drugačen pristop k filmu, drugačni trendi, tudi recimo, ko so rekli tale Jezero, ki je bil tale nadaljevanka, so rekli Marija, čisto nič jih ne zastopimo, ker drugače govorijo, ampak potem so pogruntali nekaj drugega, da v bistvu kaj se mi je zdaj tak sistem igre pravilen. Ne vem. V teatru tega pač nismo imeli. Pri Vrenku malce bolj razumemo. Pri Vrenku, inšpektorju Vrenku, to je pa druga, to je pa zdaj. Bolj razumemo. Ja, zdaj pa ne vem, potem je sam pri Jezeru bilo to zgodba, kmalo je bilo potem nekaj. Zelo na tiho, ne? Ja, tisto, igralec biti, kaj je mama rekla, pa tudi oče, ne? Ne, oče je rekel, tam so sam kurbe pa pijanci, prav ti ne boš tega delal in nikoli ni mene sprejel kot igralca. Nikoli. Ni šel na predstave? Mislim, da ne vem, jaz se ga ne pomnim. No. Mama je šla skoraj na vse moje predstave. Pa je tudi bila potem kritični opazovalec? Kritična opazovalka? Je povedala? Čeprav dober, mi rekel, ne, jaz sem bil njen ljubček, edinček, pa je veš, da tukaj ni bilo daleč preč biti, kot je pa ta zgodba bila, da v bistvu me je zmeraj, ali to leži, no pa si, dober, jaz bom tako rekel, no, jaz sem zmeraj najbolj zahtevna vloga, no, jaz sem res, s prve predstave sem zelo pozno prišel v teater, recimo v 4. letniku srednje šole in v bistvu, ko sem šel potem v Prešernovo gledališče igrati, sem takoj dobil glavno vlogo in do danes imam, mislim, da 120 gledaliških premier, od tega imam skoraj 110 glavnih vlog. No, potem bom nekaj vprašal o povezavi z gledališčem, pa tudi filmom. Še prej pa,
kar nekaj zanimivih sošolcev, ne, ste imeli na akademiji. Ja, to pa moram priznati, to pa sem bil prav ponosen, oziroma se takrat nisem vedel. Še zdaj, ne, zvezde slovenskega filma, ja, pa gledališča. To pa lahko rečemo. Recimo Roman Končar je bil najbližji, to so bila super prijatelja, super sošolca, drugi je bil Iztok Mlakar, Brane Šturbej, skupaj sva prišla na akademijo iz Kranja, oba dva, to je bila Bernarda Omanova. Potem je pa šel pokojni Milan Štefe, ki je igral v Mestnem teatru v Ljubljanskem, isto Kranjčan, ker potem je bil za nama, je pa šel potem še Ivo Godnič, ki ni bil moj sošolc, ampak tako, to smo bili ta letnik, seveda zdaj, ki sem pa tukaj v Leti, pa pridem sem, seveda je bil pa moj sošolc tudi Uroš Maček v Mladinskem gledališču Ljubljanskem. Tako da to smo bili skupaj prijatelji, potem je še bila Barbara Lapajne, ker prišel na teater je bil kar močen skozi režiserja Lojzeta Domanka, je fantastičen človek, ki nas je res, lahko rečem, naredil. No? In da smo potem igralci takrat, bog nadej, da smo mi imeli kakšnega koli šepetavca. Za nas šepetavca ni bilo. Tekst na pamet, brez ene traparije. Pa bog nadej, da si eno besedo narobe povedal. Da si ne stavko kolobrno, besedo v stavku, da so kolobrno. Tako je mogel biti in tega smo se navajali še danes. V bistvu prije nisem mogel razumeti, zdaj delam eno predstavo v Groblem pri Domžalah. In da morajo verjeti, razumeš, da jaz nimam, da sem tako, kot sem rekel, šepetavca pa jaz ne rabim. Moram znati, ne. Meriti znam na pamet, sej se kdaj naredi, ampak recimo, pa tudi, tako bom rekel, čas je bil sufler ali šepetavc v teatru poklic. To je bila recimo ženska ali pa moški, ki je obvladal v nulo tvoj temperament, tvoj karakter, tvojo vlogo, kdaj boš ti, kaj narediš, grimaso, ko boš pozabil. In točno se je vedel. In to je bilo v Kranju, recimo v Mestnem gledališču Ljubljanske Neva, Mauser-Perner, Neva. V glavnem je fantastična ženska, ki je v bistvu potem nam šepetala v Studencu. Pa v Kranju smo isto imeli Prešernov teatru, krasna starejša gospo, ki je to delala suvereno, 100 na uro. Ker včasih smo rekli, da veliko vlog so imeli in potem je bilo treba to varianto šepetati. Mislim, je zanimivo, ne? Jaz se spomnim iz svojih šolskih let, sem napisal kakšen plonk cegelc, ne? Pa ga niti nisem uporabljal, ampak za samozavest je pa bil. Je šepetalec tudi na nek način za samozavest, tudi če ga ne uporabljaš, ne? 100% ti ga čutiš, ne? Vem, ko smo delali potem še Jakobski teatr, eno predstavo, Klaustrofobična komedija, tle v Pirančah pri Petru Militarovu. Jaz spomnim, so oni igralci prišli jaz brez, oni tam in so se v bistvu si jih je kar nesel, ker je na tisti konc, kjer je bil šepetavc, ne? In enkrat je pa ona šla na drugi konc, razumeš, ampak oni so še kar na levo stran brzeli. Tako da v bistvu so bili blazno navajeni, razumeš, na šepetavca. Ampak zgolj iz te variante, da v bistvu, se tisto sekundo, ki je malke 2 koraka naredil, že tekst spomnil. Nič ni to na predstavu, ben bog ni videl, razumeš, da se kaj dogaja. In zakaj se je potem zgodil tisti 3. letnik, oziroma da niste šli potem do konca? Zadeva, jaz sem bil takrat prvič poročen, vsi so šli potem na poroko gor na Bled, zakon prinese tudi otroka, otrok je seveda bil takrat rojen v času akademije, tako da v bistvu, kaj ne rečem, dogodi se to, da v bistvu sem se bolj odločil za družino. In v bistvu potem sem rekel, ne bom jaz kar tole pustil pa brez veze in takrat seveda v tem letniku je bil tudi tašča od Romana Končarja, to je bila Majda Potokarjeva, fantastična ženska, ki so bile super prijatelja tudi mi dva, moj profesor je bil pokojni. Takrat je bil Končar še hčerko. Ja, še z Majo. Majo, ne? Ja, ampak takrat so še hodile, to je bilo šele v prvem letniku, v bistvu, ko je ona še ni bila na akademiji, imela pa že željo. No, tako da v bistvu je bila zadeva taka, da smo bili velikrat pri njej doma in tako naprej, ona dva sta igrala skupaj v drami. Majda Potokarja pa Samorastniki, če se ne spomnim. Tako, to je bila nora zadeva. Ali pa Na svoji zemlji, pa Nejoči Peter. To je bila res, mislim, fantastična ženska. Ona je bila, rečemo temu, una Duša Počkajeva, ali pa kjerkoli drug, ali pa Milena, zelo velik. Štefka Drolj. Mi se sploh ne zavedamo, kakšno mlado Ivanka Mežan, Ivanka Mežan. Jože Zupan, Štefka Drolčeva. Daro Laga, No, da rečem, ti naštevaš moške, jaz naštevam ženske. Elvira Kraljeva, povest o dobrih ljudeh, ne? To so bili filmi včasih, recimo, ampak bom tako rekel, kar nekaj je bilo delanih, saj jaz tako, ko gledam nazaj, pa če se malo spomneva, so bili stari filmi
skoraj zmeraj po nekih literarnih predlogih. Ja. A ne? Tako da v bistvu Boj na požiralniku, samorastniki pa tako naprej. Tako. Ne, ja. Tako da v bistvu moram priznati, da zaradi tega morebitno, če zdaj gledava, da je zdaj vse bilo nekaj naključno skrb dano, neke stvari, neke nadaljevanke, neki film in tako naprej, je v bistvu, da se včasih kar malo zgubi, zvodeni nadaljevanka, kar zgubi rdečo nit in tako naprej. Mogoče zaradi tega, no, jaz tako čist trapasto razmišljam. Prej ste omenili, ne, Kekec, ne, Josip Bandot, nekako ima eno nit, ne, seveda so potem ovinki, ne, ampak imaš začrtano pot. Točno tako. A ne, ker se zelo hiter potem... Sej, če bereš potem te pravljice od Bandota, ne, pripovedke, se ni čisto isto, ne, daleč od tega, ampak je pa nit, ne. Ja, ampak določene stvari, nekaj je bilo zaradi filma spremenjeno, nekaj zaradi snemalnih prostorov, nekaj zaradi igralcev, ampak v bistvu zgodba je pa kot taka. No in mimo grede, ne, ko sva že pri Kekcu, ne, kateri vam je pisan na dušo, tisti prvi z Bedancem, potem oni barvni že s Pehto. Ne, bom kar bolj to varianto in Pehta in v bistvu Bedanc. Ta stare dva, ne? On je bil, zdaj se nam spomnim, ampak se bom spotoma. Takole mi vidi, ker še mi je Presetnik. Aha. No, je bil ta prvi Bedanc pred Poldetom Bibičem, une se ne spomnim, kjer je bila ona igralka, no pa v bistvu spomnim se, ko Sobrini je bil pa Gal Đurin, oče od Gala, no. Đurina je bil pa, a zdaj je bil mislim, da je bil Kekec, no. Ja, nek je bil pa Đurin. Tudi potem, ko Sobrin se mi pa zdi, da je bil Miličinski. Ja, to je bil pa, to pa sigurno, to je bil pa svetoven, to pa kapamo. A ne, in v bistvu to vem zaradi tega, ker potem na akademiji je bil moj profesor za slovenščino pa Đurin. Aha. Tako da smo se potem zga gledal, zga na filmu videl, zga kot drgota, nekaj bom malo. Ste zastrupljeni s filmom, tako, ne? Zdaj jaz rad gledam slovenske filme. Ja, jaz s slovenskimi filmi, da. Prej sem bil mlaj z drugimi, ampak to so bili bolj tisti filmi, veš, ki nima nobene zveze z filmom, ampak je sam sak. Bruce Lee, Jack Norris, zdaj Jackie Chan in tako naprej. Sam da je neka akcija. No, vse so bili tudi drugi, bog nadej, da rečem. Rambo, Rocky. Tako, ampak to čisto z druga. Zaradi tega, ker sem gledal televizijo čisto brez veze. Nikoli tako. Slovenske filme pa vse z nekim zanimanjem. Recimo, jaz sem otrok, ko so bile v nedeljek zjutraj, tudi žena lahko pove, da zjutraj, ko je ura 8, jaz ob nedeljah tako lepo poslušam zgodbo, ki je vezana na jutranjo matinejo in radijsko pravljico. To je meni tako užitek, da dol padeš. Še zmeraj poslušam. Ob 8 tudi. Ob 8 zjutraj se začne. Pa zvečer tudi potem še. Ne? No, to je pa pravljica. To je pa za lahko noč. No, tudi tisto. Ja. Ampak tle so pa cele zgodbe. Tle pa ta je pa jutranja je pa kar dolga, tam približno 30 do 35. Da ne govorimo o Marjanu Kralju, ne? Ja, to je pa temu. In seveda potem od tisto, kaj je že bilo od Nece Falk. To znamo še zdaj na pamet, recimo Dravski most. Dravski most. Ja, in sem šla na internat in potem sem jaz razmišljal, sem se pa z avtobusom vozil Marija, kako je to moglo biti, unam, ko so bili v Ljubljani. Zdaj sva končala tam pri akademiji, ki nisva končala, ne? Ampak igralske vloge so se pa vrstile. Ne? Zdaj, bolj se mi zdi gledališke, nekaj tudi filmskih, ampak ne toliko filmskih, kot bi glede na talent človek pričakoval. Ne? No, zakaj je to? Glede na to, kar smo se pogovarjali potem, v bistvu je bilo to majčkeno bolj zaradi tega, ker se smatram, ker nismo bili z Ljubljane. Tisti, ki ni bil z Ljubljane, je bil malo hendikepiran, tako kot nekaj časa tudi Iztok Mlakar. In smo določene stvari delali v gledališču, v lastnem gledališču, ali v Primorskem, ali je Tlele, ali Končar od Rami. Potem si mogel iskati neke stvari, neke zveze, da si bil prost. Jaz sem začel zelo zgodaj, to se pravi v bistvu zgodaj s filmom, že na samem začetku. Moram priznati, da če danes poslušamo, je zadeva taka, da v bistvu bo vsak mal debel pogledal, če je to res. Jaz sem edini igralec, ki sem v bistvu lahko delal v akademijo, čeprav sem med prvim letnikom igral predstavo. Tako da v bistvu takrat si mogel 2 let biti absolutno brez vloge v teatru. Drugače so te izvrgli. In jaz sem takrat igral eno najbolj zloglasnih slovenskih, da nečem jugoslovanskih predstav v času teh festivalov, to sta bila Emigranta, Slavomir Jamroška in takrat so delali tudi Fabijan Šovagovič,
v Zagrebu, jaz tukaj in potem smo hodili, takrat so bili obdobja festivalov. To smo bili od Prizrena do Beograda, do tegale, do Sterjevega pozorja, vse slovenske, od Nove Gorice do... Pa slovenskem jeziku. V tujini, v drugih republikah. Tudi igralci zdaj, ki igrajo, mislim, da nobena ne dela na to varianto. Pa razumejo. Vsi, nobenega problema. Zanimivo, ne? Ja, bi res rekel to. Ko se pa tako za šankom srečamo, ne, pa prešaltamo, ne, na jezik. Ja, kuj. To pa učimo teatru, pa tudi jaz sem prav debel gledal, zakaj ta varianta taka, da v bistvu se ne bojo razumeli. Tudi po predstavi ne aplavz, ampak potem pogovor, ko je na koncu, razumeš, ko smo se dobili, je vsak vedel povedati, kaj zgodba pove. A so se pripravili na tisto predstavo? Dobro, sem delal festival. Pa če se človek potrudi, ne? Pač razume, ne? Ja. Ne, nikoli nismo igrali v tujem jeziku. No, zdaj, generacija moja, pa še tudi mogoče kakšne 10 let mlajša, 20 let mlajša, ne, se vas pa spomni zelo dobro iz TV Dobro jutro, ne, takrat, ki je Pop TV nekako zaživel, ki je nacionalna javna televizija dobila konkurenco, ne, dobro, se je že prej bilo nekaj zametkov, to je bilo pa prvi tak poskus serijskih nadaljevank, ne. Ja, po prvem delu, ne, seveda, mi se spomnimo še Malih oglasov. Spomnimo se Malih oglasov. Naša krajevna skupnost. Potem je bila Putin stran, Putin in tako dalje. In zatem je bilo nekaj časa kar neke tišine, vsaj tako jaz mislim v glavi, ni bilo nekaj tazga zloglasnega in namkrat prije ta zgodba od TV Dober dan, ki je potem prišla leta 1999 ven, v bistvu kot neka ideja skupine Mangartovcev oziroma skupina Mangart. To je Video Production Kregar, Video Production, ne? VPK je pa VPK. Ne, oni so sam snemali, dočinko, zgodba, vse to nastajanje je bila pa last pa Mangartovcev. To je razlika. Grubar, ki je delal eno zgodbico dol na televiziji. Potem je v bistvu bil zraven še Sašo Kolarič, pa Čelar, pa še ta režiser, ki je bil zraven, tako da tisti, ki je režiral, pa da se gremo na spomniti. Tako da v bistvu tukaj je to nastalo. In potem so v bistvu oni iskali še, mi smo začeli to delati, mislim, da 99, potem 2000 ali nekaj tazga smo to zgodbo plasirali na ven, kar je kupil potem Pop TV. Zato, da si ti naredil tega pilota, si rado še ekipo snemalcev in to so dobili pa Kregarjev tim, ki je bil ob Pop TV-ju. In potem so vse prodali čez cesto v Pop TV. In takrat v tej zasedbi igralski je bilo kar nekaj znanih, še danes znanih. Ne? Ja, Tjaša, Železnik, Kuntner, Ekart, Primož, Župan. Ja, tako pokojni Peter Musevski, tako da je Lucija Čirovičeva kot Fata, Kozolčeva kot... Tako da v bistvu, tam smo pa se srečali prvič po dolgem cajtu, pa tudi ko bom rekel, da takrat smo našponali ljudi 100 na uro v Ljubljani, na manjkoli pozabo, smo imeli prvo najavo te televizije. Mi nismo šli da je to nadaljevanka. V Ljubljani kupujemo televizijo, je kakšna televizija prosta, mi imamo zdaj eno in prosim, da nam to mogo, mi imamo že snažilko. Snažilka je že pometala, tam od zadaj, Kuntner je že izbiral kdo bo reklamo, tiste, ki je plačval reklamo, potem smo imeli že dame na Perneta od zadaj, razumeš, kot direktorja, ampak on ni mogel biti direktor, če sem bil jaz, razumeš, ampak jaz sem bil poddirektor, namestnik, da nisem bil nič kriv, razumeš, in tako smo delali to zgodbico in ne bom nikoli pozabil. To je bilo velike improvizacije, ne? Nič, niti minimalno. A ne? Nekaj pa. Tudi malo. Vsi so mislili, da je to improvizacija. Je lahko napisano? Ne, vse vnaprej. Vse napisano do zadnje črke. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se mogli držati, mi smo snemali 5 nadaljevank v enem tednu. In varianta je bila taka, da v ponedeljek smo snemali v moji pisarni, v torek v desku, potem tam, potem v bifeju in tako dalje. 5 nadaljevank, ki se mogli preoblačati, pa temu pa združiti. Prav, smo mogli avtomatično vedeti 5 zgodb na kupu. To je bila naslednja zgodba. A so podobne tudi zdaj druge serije, ko so ravno tako popularne? To pa težko na ta sistem dela? Ne, dočinko je, potem jaz sem delal še v Štorijah, pa sem delal v Sodnem vinu, pa sem delal potem še, mislim, da še eno, še nek sem bil prvi. In je varianta taka, da v bistvu ne, tam so se delale pa samostojno. No. Samostojno? Ja. Tako da nikoli nismo po 5. Eno dokončati pa naslednjo. Ja. Tako da v bistvu, zaradi tega, ker smo snemali v studiu.
A ne, poseg, da so postavili eno, a razumeš, da se niso toliko, da nismo skakali s kamerami in tako naprej. No in takrat prva ta serija je bila popularna, ne? To je bilo noro, se pravi, potem smo mi to naredili, so vsi mislili, da se dogaja res nova televizija. Nekaj takrat je bilo poplava Pop TV, pa kanal, pa Uni. Kdo pa zdaj spet, kva pa se zdaj to dogaja? In kaj se dogodi? Dogodi se to, da je bil noter tudi, kdo je naredil Vitko Srajčico, Vitan Mal, njegov sin je bil pa novinar na ČGP Delu. A razumeš? In je bila nota, da se ne morem nikoli pozabil, ker je bil studio ta starše od Pop TV-ja, ki so noter zdeli, na najvišji stopnji je bil odzadej ta Mal in takole stoji, pa gleda, ki je on spoznal, da ga mi šopamo, ko smo mi potem prišli konca, ne, in smo mi rekli, no dobro, ali smo bili v redu, ali fajn odigrano. Kako odigrano? Če ste nas našponali, kako? In je čist noro za tisto beležko je on vrgel dole auditor. Nikoli več se z mene ne boste takole norca delali. Jaz pa išel. A res? Tako. In to smo posneli tistih 10 nadaljevank. In takrat se je že videl, da morbiti mal gre v eno smer, ni bilo pa še to 100%. In najdejo oni svetovno foro, ki so jo najdeli, ki so se spomnili, kdo se je to spomnil, ne vem. V glavnem samo to vem, da pride ta produkcija. Manjkrat pa so rekli, fantje, zdaj pa v Ljubljano na ulice. In je fata šla meni se Kidričev spomenik čistiti, jaz pa Kuntner so bila na Čopovi ulici, pa so tam prosila, da je lepo prosim, mi odpiramo tle novo televizijo, pa nam nadajo, prosim. Ti povem, to so bili take navali, to je bilo toliko pošte, da to ne moš vedeti. Ko je pa to eksplodiralo, potem je prišlo pa do tega, da je v bistvu bila ena tistih nadaljevank, oziroma ki je bila posneta, mislim, da 70 ali tam nekje, je bilo v času glih svetovnega prvenstva v fuzbalu, ko smo začenčili slovenski fuzbal. Ko smo svetovno prvenstvo in smo bili najbolj gledana, mislim, da je takrat je bilo to enormno, če se prav spomnim, bilo je 36% gledanost. A res? Ja, to je bilo drugače ta nekako okrog 18, za preskok 20 je že malo več, 24 je že odlično, perfektno, sploh nima kaj govoriti, mi smo imeli pa 32. Je temu primerno bilo tudi plačilo, se je dalo zaslužiti? Zaslužiti se je dal, jaz sem skromen, oziroma skromen, kdo pa je skromen. Ste pa že takrat bili samostojnik, ne? Ja, jaz sem bil samostojen, nikoli zaposlen uradno? Ne, takrat sem bil že brez službe, takrat sem bil že svoboden. Ne, nič nisem bil, čakaj sem bil že takrat. Ne, takrat še nič nisem bil, takrat sem bil še svoboden umetnik, ja. Jaz sem 94 začel kot svoboden umetnik, pa nehal že pri torej, brez Slavka Avseniku. Brez regresa. Brez vzga, brez inšta pišta in je bilo meni vsak. A takrat že pri Avseniku tudi? Takrat sem bil že konec Avsenika, ker že smo konec. 94 ga nehali za Gašperi in za Avsenikom, no v bistvu potem sem šel na... A je to pri Jožovcu ali ste gostovali z njimi? Ne, gostovali. Gostovali, ja, ne? Smo hodili okrog. Pri Jožovcu smo pa začeli, ja, to je pa v In bistvu... koga ste nekako nadomestili? Začel sem s Koširjem, ne, smo imeli varianto, da v bistvu smo edini, ki smo rekli, ta se je pa prijel zgodba kot Avseniki, a ne tako, ker je bil tercet, potem nekaj časa prevladoval tudi pri drugih ansamblih, tukaj je bil pa tudi ta varianta, da je fajn, če je humorist tudi član ansambla. Mislili so, da bo ta varianta, tako kot je zdaj en ansambl bil, ki je bil tudi un fant zelo dober, ampak on je oponašal Koširja. Jaz sem pa delal neki svoj humor, ko smo se pač pogovarjali in tudi Slavko, tam smo imeli veliko pogovor in tako naprej, tudi pri njemu doma. In bi mogli mi potem nadaljevati to Avsenikovo glasbo, mogli bi priti do prenosa harmonike, ampak do tega potem nikoli ni prišlo, tako da smo v bistvu igrali kot Gašperi skozi, Die junge original Oberkrajnen, tudi na nemškem govornem področju, skupaj z Hubertom Aschenbrickerjem. Mimo grede, nisem prav razumel, a samimi Avseniki, originalnimi pa ne? Ne, to smo bili skupaj, smo se bili prijatelji, ampak nikoli pa, da bi pa v bistvu... Potem z Gašperjem? Ja. Gašperji so bili v bistvu kot nasledniki in ta zgodba je šla potem naprej, da smo bili kot imenovani, kot v bistvu neki nadaljevalci, čeprav ni bilo. V bistvu mi smo de facto začeli potem pri Avseniku na vrtu, to, kar je od Slavca oče začel že, to so bile srede. Koncerti ob sredah, on je imel sredo, ko je mogel biti ples. In tudi zdaj se zgodba dogaja, da so potem, ko so dvorano naredili, vsako sredo je bil gor ples. Mi smo pa začeli takrat leta, mislim, da 91. Točno takrat, ko je bil, to se pa dobro spomnim, napad na Slovenijo, je bila varianta, da mi gor igramo in jaz zagledam gor, Marijo, lejte to, Mik. Leti,
gor do stola, pa čez, pa po karavankah, pa naprej. Od zadaj za njim pa evo ga nekaj, en naprdoli, včasih bili zelo znan tisti zmaji, ne, zmajem za njemu, čala gor, razumeš, za njemu pele, slovenska vojska prati jugoslovansko ljudsko armado. Smeha, nora zadeva, ampak to je bilo, kaj zgleda, on je splev, evo ga ta pa od zadaj počas, kaj da bi šel pes za njemu, pa makadam. Nora zadeva, tako da to se spomnim, takrat tisto sredo je bilo to noro in to je bilo po tistimi Kostanji, res ena zgodba fantastična. To je, jaz v življenju še nisem toliko publike pred sabo, kot smo imeli na teh koncertih, tudi potem Avsenikovih koncertih, kot njegovi 70-letnici, skupaj z Vinkotom Šimekom, skupaj s Koširjem, Tamavmo Koširjem, tako da smo bili potem tam kar skupaj. Avseniki so res pojem, ne? Za mene. Čeprav, ne, publiko ste imeli tudi v Studencu, ne? Letne gledališče, to je pa naslednja stvar. To bi pa mogoče še preden kaj o tem rečeva vprašal. A vi verjamete v reinkarnacijo, v življenje po smrtu ali po smrti, da ste že kdaj prej živeli? Kaj ne te rečem? Velikokrat sem se spraševal malo o tem, ampak tako čist sam sabo, recimo po nočno moram spati po operaciji in je varianta taka, pa se malo sprašuješ ti, kako bi pa jaz nazaj prišel, kot kaj? A pa če prideš nazaj in tako naprej. Zdaj, da bi prav zloglasno verjel, glih neno. Da bi rekel, to pa je nekaj. Lahko pa da je, ne pustim to možnost. Recimo, da se vrneš, ker ti sigurno nosiš eno energijo, jaz nisem za to, da v bistvu kaj sem greš v nekaj nebesa, v to ne greš, ampak lej, fajn je, da to govorijo, zakaj, ker če bi pustili ljudem njihovo individualnost, bi vsak kričal po svoje, vsak bi po svoje si predstavljal življenje in življenje nič več ne bi bilo vredno. Tako kot če gledamo zdaj, ker sem najbolj jezen po Ameriki, pa jih noben načrti, mi zdaj samo Ruse gledamo, kako napadajo Ukrajino, noben pa, da tam eni Američani, lasten narod pobijajo, pa se ne morejo zmeniti o tem orožju. A razumeš? Da je ta varianta taka, da v bistvu, kaj sem, takrat bi bilo konec, bi rekli Čehi, šmak švijeta. A razumeš? To je tista največ fajn, da je ta zgodba in je tudi v redu, da iz tega ven izhaja. Da mečken imamo enega upanja, recimo. Ne more biti upanja, drugače. No, jaz sem v bistvu to malce v šali vprašal, ne, ker se mi zdi, ko je Jaroslav Hašek pisal Dobrega vojaka Švejka, da je imel ves v mislih, ne, ker ne vem, če že niste češki, ste pa slovenski dobri vojak Švejk. Ne vem, kako bi bila vam pisana na kožo ta vloga. Ne? Ja, in vizualno, in v bistvu miselno in tako naprej. Čeprav bom tako rekel, jaz sem to željo. No, to je pa že Studenec. Ja, to je pa zdaj ta zadnja zgodba, ki gledava potem v bistvu, da ni samo narodni zabavnik, da si mu ti dvorano 2000-3000 ljudi in so vsi ploskali in skandirali. To je nepojemljivo, kako ti vidiš. Recimo, sploh, ko smo bili še na blejskih večerjih z narodno zabavno glasbo in potem, ko sem prišel v teater, ko jih vidiš, recimo, jaz sem potem sodeloval v predstavah Romana Končarja, ko je začel z prvimi ponovitvami v festivalni dvorani, ko smo sploh v bistvu začeli s temi teatri. On je imel moj teater, jaz sem ta teater, Đuro imel pa teater Paprika je bilo, kako je že. No in je varianta, Paradižnik je bilo nadaljevanka. Ja. No in je bila varianta taka, da v bistvu so prišle te predstave, ki so šle nad 100 ponovitev, ne. Se pravi, in je bilo noter tudi 300-400 ljudi, to je bilo zaznoretno, te abonmaje in tako naprej, in smo rekli, wow, nikoli prazna dvorana, ker prej smo še igrali v Prešernovem gledališču, so tisti abonenti, pa so prišli, pa niso prišli, pa je bilo pol dvorane, pa četrt dvorane, pa včasih smo se celo vprašali, bomo sploh igrali, ki jih je 30 noter, tega se potem ankoliči naredili, do zloglasnega Studenca, ko sem pri Domžalah ali pa pri Moravčah. Tako, ali pri Kartini, v tem koncu za Domžalami in to jaz prijem tja in kaj jaz to zagledam. Pa to je impozantno, to nam moraš verjeti, da to obstaja. Koliko jih že gre tam? 1150, maksimalno okoli 1200, ker morajo še vrste zraven dati. No in tam je bil odigran, ta tam je bil čuveni Švejk. Ja, ki je pa imel, mislim, da do danes tudi največ ponovitev, oziroma druga največ, mislim, da prva je bila varianta taka, da sem imel še v Dolini Tihi od Romana Končarja, da je bilo največ ponovitev. No, potem je bila pa že ta predstava Švejka,
ki je imela pa mislim, da okoli 22 ponovitev, vse na istem mestu, vse v istem gledališču, In to vse z maso ljudi. julija, avgusta, se zdaj Vedno je to od nekje 17. julija brez do poletnega dopusta, ne? brez poletnega, to se pa moramo Pa že prej vaje, ne? Mi začnemo z vajami na velikonočni ponedeljek, oziroma smo začeli, zdaj že 2 leti nisem bil zaradi te operacije. No in je varianta, do takrat sem pa skozi igral, moja zadnja je bila, no to je pa tudi predstava, v katerem nisem mogel verjeti, da je neki Bratšteter, ali mislim, Bratšteter ne je bil v Švejku, veliki detektiv pa inšpektor. Dočinko je bil pa ta, ne vem, ko se zdaj točno pisal, avstrijski pisatelj, ko je napisal Lepo je biti muzikant. Aha. In je prinesel Slavko Avseniku mlajšem. To je bila hvalnica Avsenikovi glasbi. Aha. In to je bil en tak musical narodno-zabavne glasbe, v katerem sem jaz v Štir Karl. No in je bilo tako dobro, da naslednje leto pa pridejo pa reka za moj pa igrali Lepo je biti muzikant. Ja, kako se smo lanskrat igrali? Ne, zdaj pa dvojka. In ko jaz tekst v roke dobim, evo tega kaj se dogodi? Človek je pisal Lepo je biti muzikant na Condija Pižorno. To mi je bilo pa, moram reči, tako v izjemno čas, da nekdo, ki mi nikoli no dobro, gledal je prvo predstavo in to vse, hodil iz Avstrije dol, vsakič vse pogled in je potem rekel, ne moram nekaj napisati in je napisal dobesedno od mene. Aha. Tako kot sem bil ponosen na tega In pa je tisto dvojko. No se, jaz mislim, da bi... Ne, sam to pravim, da ta v bistvu je pa, da sem, meni se zdi, ne vem, če sem en prvih igralcev, po mojem pa da ja, sem ulitil bron že za časa svojega življenja. No? Tako da v bistvu to me je pa naredil pokojni Kač, Miha Kač mislim, da je, in je to v bron ulita moja podoba Švejk. No se, če je ta Avstrijc, ne, to drugo slovenski muzikant, če sem razumel. Lepo je biti muzikant napisal za vas. Jaz mislim, da če bi nadaljevanje dobrega vojaka Švejk, bi Hašek verjetno za vas pisal. Ne? Ja, neverjetno, kako smo se potem pogovarjali, da to je bilo tudi za vse, no, kdorkoli gledal in tudi potem nekateri, ki niso še prišli tja, takrat se je začel odvijati res vrhunec študenca. In so vsi v bistvu potem to zadevo hodili gledati kot nekaj. Pa se vas ta nekako lima, ta Švejk, tako kot se recimo Jerneja Veso, ne? Čeprav ima en kupenih drugih vlog, je imel že upokojeni že, ne? Rečejo že, ampak tudi, če tako pogledava, on je igral še potem enega kralja, Uboja, kralj Ubo. No in je varianta, recimo je tega igral, pa ni meni rekel, da je bil Veso, pa ne nekaj drugega. Ampak v bistvu je tista stvar, ki se te ki ga pa ti poznaš, lejte, televizija te zaznamuje. Televizija ima neverjetno moč, da te človek v bistvu se zapomne. In zato rečejo ta prvi, evo ga, to je pa Veso. A ne? Nobene stvari nima tem. Tako kot Fata je Fata še vedno. Ne? No, to je pa druga stvar. Pri Fati je pa en majhen problem. Fata je pa ostala Fata. Vidiš. Tukaj pa ne more. Čeprav bom pa tako povedal, letos sva delala zopet z njo pa obiske za otroke. Ne? Jaz sem se malo postaral, pa sem bil potem dolgobradi dedek Mraz, ona je bila seveda pa lutkarca in že od samega začetka je Lucija Čirović za moje pojme ena fantastična lutkarca. Da jih sploh da nagovorim, da je govornica iz Trebuha. Moram reči, če sem je predstave gledal že ta prvo, mislim, da je igrala grofa Minhausna. Odlična je, ne? Nimaš besed. Tudi če vodi kakšno prireditev. Odlično, ampak se pravi, to dočinko pa pri televiziji, pa je grela 2-3 nadaljevanke, pa ni bilo glih. Tako kot smo Rifleta nekako poistovetili s Podarim, dobim, pa ti šaj. Da, ampak se strinjam s tabo, ampak varianta, kadarkoli si pa nekaj drugega gledal in on je tudi igral Švejka. Pa nikoli ni vstal Švejk. Pa je igral potem naslednjo varianto, on je pa igral nadaljevanje Švejka. On je pa bil iz navadnega Švejka Jaroslava Haška, potem še, on je bil pa čak potem Švejk od občinski svetnik Jožef Švejk. Od Tofa. In to je bila ena monodrama, ki je bila fantastična in se parijela, ampak mu ni noben rekel, mislim, imam srečo, da dobim različne vloge. Ne?
A razumeš pa, da se zdaj recimo igram... Kaj pa rajši igrate, recimo resno, ali tako malo humorno, ironično? Ne vem, jaz igram vseeno. Užitek mi je, karkoli dobim, se provam poistovetiti in sem igral recimo v Končarjevmu Pod svobodnim soncem, Finžgarjev recimo. Kjer je bil Iztok. Iztok, pa vse teli, ki so bili noter, no, do zmenek sem bil potem Tunjuš, pa Svarun, pa Samo in tako Iztok se mi zdi, da je bil Sešek, ne? Iztok je bil Sešek. Mislim, da je. Ja, mislim, da je bil, no, nekaj takega. Vunšek je bil pa Svarun. No. Svarun, ja. Tako da v bistvu, jaz sem No, igral to pa še Tunjuša. čaka na film, ne? To pa še čaka na film, oziroma ne čaka, kako misliš na film? Da bo film, ne? Pod svobodnim soncem enkrat. To so pa hoteli To mi pa narediti. še malo fali, ne? Ja, to je bilo pa veliko govora o tem. Govora o tem pa, ko smo se pogovarjali z Militarovim, Petrom, režiserjem iz Medvod, ki še zmeraj živi in tako naprej, in so v bistvu imeli vse narejeno, da bi se snemala ta zgodba ali predstava, ali pa potem tudi posnetek te variante pod Goričanskim dvorcem, v katerem je on tudi mu dostop. In smo tudi eno predstavo igrali Zaljubljeni Selimar na tistem dvorcu, rečejo ga zelo znameniti Rodetov dvorc, ne, v Goričanah, no, pri Medvodah. In je bila varianta, da bi tam naredili ta zloglasno vojno, vojsko in tako naprej. No, pa potem je bilo zelo hitro, so prišli do nekih gromozanskih številk in potem je cerkev tudi potem samo odstopila. No. Tukaj je pa resnično pa naredil Lojze Stražar, režijo, epopejo s 100 igralci na odru, mislim, da je 20 metrov krat letnega gledališča Studenec. Poletno gledališče. Poletno, ja, tako super, ne, tudi Stražar, super človek. Ne. Ja, tako da si je res fajn ogledati tiste predstave. Res, to pa res. Zdaj, vmes ste mi dejali prej tista sklepna revma, potem težave s srcem, ne. Tudi vmes ste imeli gostilno, ne? Ja, no, to je bila pa tista zadeva, ko v bistvu potem pride do te druge poroke, do druge zaljubljenosti, ko sem delal pa varianto. A to je pa že to gospa Zinka? To je pa gospa Zinka, ja. No, zdaj je gospa, kar je poročena z mano, zdaj tudi gospa ni več. Kaj prej je bila gospodična, ne še, ja. Kako naj ti rečem, mi da so vodila poroke v Predvoru, ob Grajskem jezeru, v Predvorskem jezeru, Črnava, kjer sva začela delati poroke. Čist naključno, sploh je Janez Dolinar mi mogel tiste poroke voditi, pa je rekel, da na morju, rekel, kondi pej ti, in tako sem še jaz. In prva poroka, ki smo jo delali gromozanska, je bila seveda poroka Helene Blagne. In smo tudi iz... Takrat verjetno za manj, ne? Tako, ja, in v eni stvari za manj in v drugi stvari za manj. Ja, tako, ja. Tako, da sva bila mi dva potem tam in mi smo se poznali s temi ljudmi že potem tudi z velikim tem, ki so bili tam zraven, ki smo v Podobnikam smo tudi poročali in tako naprej. Tako da smo v bistvu te stvari se tam vodili, da sva vzela približno 90 porok, oddala sva jih pa okoli 480. In tam se spoznala, tam se prišla skupaj in takrat je Zinka delala v Grajski gostilni, iz tiste Grajske gostilne smo pa rekli, zakaj pa ne bi Zinka ostala tle, ker je glih takrat razpadal Mercator, je opuščal ta grad oziroma ta hotel Bor in smo rekli, da pa mi ostanemo noter in to je bil ta Zavrl, ki je bil vsemogočni bog in batina za vse. In seveda smo rekli, da je to Zinki in tako naprej. Ne, v redu je pa nič. In smo potem rekli, gremo pa nekam drugam. No in to se zmenilo oni med sabo. Jaz sem pa seveda jezik otresal naprej pa nazaj, vano sem bil zatrapan, tako da nisem vedel, a sem doma, kaj drugega tisti let, meni sem kar pred vratem prespal, da sem je srečoval, ampak samo videl, gledal. Je lepa zaljubljenost, ne? Ja, ne, to je bilo pa noro. Sploh, če je fajn, če star 30-40 let, ne. Že veš za sebe, ne? Tako. No in je bila varianta taka, da smo začeli to gostilno in tako najdemo eno gostilno, ker je v bistvu bil glih moj sošolc, tisti, ki jo je imel in sem se še jaz pogovarjati. In to je bilo prvi propad na nekem področju gostinstva, seveda zaradi tega, ker smo bili naivni. Tukaj gostinstvo moraš od zadaj vedeti, da ti moraš imeti ne samo gostinsko znanje, ampak moraš to pregnanost imeti, da veš, kva si vzel in tako dalje. Potem prije druga gostilna, po 2 letih, to je restauracija na Nam, ker smo zopet bili kar 9-10 let tam, z vsem težkim stvari navajen, ampak v bistvu smo bili zelo prijatelji, to je ta ljubljanska Nama, ki je imela potem tudi dependanco v Škofji Loki
in tam sem imela potem tisto restauracijo kar do leta 2009. Ste tudi vi delali? Ja, kdaj sem pomagal? Ja, zelo, tako da sem kar pomagal. Seveda je bilo treba kakšno stvar narediti, ampak vmes smo že dobili še tretjo varianto, to je pa preko nekih navideznih prijateljev, lahko rečem težkih barabinov, moram to izpostaviti, kajti res, to je bil Hypo Alpe Adria Bank, ravno v času, ko je seveda podlegel težki nesreči, pa se danes nič o tem ne govori, Haider, in to je prišlo do tiste velike zgodbe, v katerem je bilo ne vem koliko ljudi zaprti, in zraven so bili seveda še Robert Nograšek in seveda še en Sumper, res nora zadeva, da ne bom govoril kaj, ker resnično so nam pa spravili do tega, da so nam prodali neko rantno robo. Jaz sem kupila hotel oziroma restauracijo za 100.000 evrov, ker je bila ista cena, kot je bila najemnina v Škofji Loki, in se je rekla, pa tam gor svoje imela. Takrat je pokazal svoje zobe, svoj pravi obraz ali svoj ego ali svoj narcisoidem, tudi fantastičen slovenski politik Borut Sajovic, je največjih barabonov, kar jih jaz poznam, in zato smo Slovenci tam, Takrat je tržiški župan bil? Ja. Zdaj pa poslanec. On je glih takrat, isto leto, ko so prišla leta 2006, nastopil funkcijo, ko je očrnil Ruparja zaradi tistega smetišča, če se spomnite, kako je bila zgodba. A razumete? In je v bistvu potem vse demantiral. In potem se tudi okoriščal z denarjem, ki je bil iz te gorenjske plaže. Ampak to ni več moja stvar. Ampak mi smo tam seveda potem zaprosili samo za prošnjo, ker smo za evropska sredstva rabili neki papir, da je to javno dobro za Tržič. Tudi pod razno, ni hotel slišati in tako naprej. Tako da v bistvu so potem tam propadla, kajti hiša je bila brez gradbenega dovoljenja, črna gradnja, priobalni pas, spomeniško varstvo in še zaščiteno mestno področje. Noben nam ni povedal, ko sem do tega prišla, bi treba na novo zgraditi celo hišo. To se pravi, da nisem jaz hotel graditi, me sem kupila že narejeno, ampak je bilo treba seveda potem to popraviti, ker pa je naša zakonodaja taka, da 3 leta je tudi uporabno dovoljenje še v redu, seveda je bilo pa to 3 leta pa, mislim, da mesec dni ali nekaj takega, je šlo že čez, je bilo treba imeti novo uporabno dovoljenje, to pa pomeni, da je za sabo podenili in WC-je za invalide, in lift, in tretji, in četrti, in tako so moglo se to graditi. In tukaj pride do tega te velike polomjade, ali pa rečemo kalvarije, ali rečemo pa potem tudi tega švejkovstva, ali pa človeka, ki se je boril, da ne rečem Cervantes, je kar krasno napisal Don Quixote, ampak jaz sem se pa res boril proti mlinom na veter, ki so bili potem vsi obsojeni zaradi lichtensteinskih prevar in tako naprej, vsi obsojeni, pa potem nobeden. Celo zdaj ta zloglasni Robert Nograšek je podžupan Kranja, pa veste, kam smo prišli, pri gospodu Rakovcu, ki donira, da ne mora midva priti niti do nekega najemniškega občinskega stanovanja, pa sem Kranju. No, moram reči. Nekaj dal Prešernovo gledališče. Ja, lete, nekaj smo pa naredili. Tako da včasih rečeš, čakaj, prosto sem si to zaslužil. No, potem do tega, da rečeš, ma za kjer. Zdaj, ko sva tukaj, vsaka stvar, to pa moram priznati, kolikoli je bila majčkeno slaba, se je obrnilo potem okrog, nekaj neverjetnega. Vsaka stvar je pomenila pa nekaj dobrega. Pa smo, recimo, pa se naredi potem, ko smo mogla venjati, na vrat, na nos, decembra, največ snega, mrzkov pasic, razumeš, tam je en kombi posodke, pihajo z vseh strani noter, Vebasta mu ni delala od enega krasnega Bolteza, razumete, da me je to posodil, da smo samo v Litijo robo vzeli, da sem se tukaj prehladil, dobil težke bronhitise, dobil potem varianto tudi odpoved srca in tako dalje, da sem prišla v hišo v Litijo, kjer je gospa v vezi tudi z gospo Zorčevo in da smo se tako spoznali preko Lojzeta Stražarja, preko te gospe, da so prišla do tega, da sem bil takoj na vrsti. Do te hiše, kjer? Do te hiše, da sva tukaj, da sva na Dobravi, ne? Na Dobravi. Ampak tu sta pa najemnika, ne? Tukaj so pa najemnika s krasno gospo Miro Kastelčevo, ki nama res dela maksimalne užitke tukaj, da lahko živiva, da sva lahko tukaj not, ampak ne samo, da živiva, životarva, ampak resnično živiva na Beverly Hillsu. Kaj ti prva stvar, ko sem se pelala po klancu gor, je bil tam napis Beverly Hills. In se reka, Marija, poglej, take podrtije prije sem noter. Tako da se naredi
da se preselva, pride v sem in se je takoj ta prva stvar, kar je bila takoj v bolnici, takoj na operaciji odprtega srca, še to ni bilo dosti. Ja, kako je bilo s tem? Ja, to je bila pa varianta, prva zadeva je bila zgolj potem, da v bistvu sem imel že od rojstva napako na zaklopki. Imel sem samo 2 lista tega režna, tako so mi potem povedali. Spomnim se pa, da sem kot otrok bil velikokrat pri doktorju, tudi zaradi teh srčnih popuščanj in tako naprej, zaradi tiste sklepne revme, zaradi tega. Ampak, ko sem dal mandeljne ven, to so prej pozabili, ampak pri 20 Ni bilo več angin potem, ne? Potem je bilo 20 letom, sem jaz zgubil vse angine, vse stvari, kot da nikoli nič ni bilo. Lahko sem bil prehlajen, nikoli več ne vem, do 60 leta. Pri 60, sem pa priznal, tisti prehlad, ne? Ja, potem je bila pa ta zgodba in ta je bila zdaj decembrska in pred 2 letoma se dogodi to, da v bistvu ne ugotovijo samo napako na zaklopki, ampak tudi anevrizmo aorte, tik pred razpočenjem, ki pa še ni počena in zopet se najdejo krasni ljudje, profesor, doktor, zdaj sem ga spet z glave zgubil, gospa Siguren Zorčeva in seveda to je Medikor. Sušak, iz Medikorja. Tako. In krasni ljudje, doj smo spoznali tudi super prijatelje, res krasna. Torej ste bili operirani potem v Izoli, ne? V Izoli. V Ljubljani imajo ambulante, ne? Potem v Izoli. Tako. In kako je to, kako ste rekli, na odprtem srcu potem? Ja, prvo smo mislili, da ne bo potrebno. Kaj to pomeni? Vi ste bili ospavani? Prerezan. Prerezan, srce bilo in... Ja, tako da v bistvu sem bil na operaciji trajala, mislim, da kar 4-5 ur. Zdaj, kako je bilo vmes, ne vem, ker sem spal. Sem se zbudil. To aorto so potem nekako, ne vem... Ja, to mi pa pokaže, škoda, ker nimam s sabo. Zaščitni. Nora, to je... Mi slikco narisal profesor Sušak. Je rekel, pejcem, da ti kažemo ovako, sad ćemo ovo da tle spojimo ovde tle, to damo sem, to sem, jaz gledam, ko ti to delo noter, pa je bilo pa tako, kot harmonika narisam, viš, to je pa aorta. Aha, sem rekel, aorta, dobro, takle sem jaz, sem rekel, morajo sem. Kaj da mi en buksel risal. A je bilo treba še kaj žili tudi ščistiti? Ne, to sem pa veliko srečo, da pa glede na to, da, če zdaj veva, da sem kadilc bil, ne, kdo pa od igralcev ni bil kadilc, a ne, seveda smo kadili, pa stresno življenje, ja. Ja, pa še druga varianta, včasih smo kadili not, pa na vajah in tako naprej. V avtomobilih, ne. No, in je bila varianta taka, da v bistvu je bila ona prav presenečena, da sem v bistvu nehat kaditi, no, žena mi je rekla, zdaj pa takole, ali bom jaz vohala tebe, ali pa boš ti vohal mene, samo 2 variante sta. No, in sem se jaz odločil, da bom nehal, in sem nehal takrat kaditi, kadil sem pa kot Turk, in sem v bistvu 2000 leta nehal kaditi. In je to pomenilo kar 20 let, da nisem kadil in potrkati resnično se ni poznal nič na žilah. Do zdaj še ne. Pa zdaj sem bil isto na teh koronarkah oziroma ko so že vratne žile in tako naprej, da ni bilo tega. Kdaj je bila ta operacija na srcu? Ja, poglejte, no, zopet neki čuden datum. Čuden datum je pa to, da sem bil operiran 25. maja, na dan mladosti. Leta? 2 let nazaj, 2020. 2 let nazaj. In mislim, da včeraj, sredo ste imeli kontrolo, kako? Ja, to sem opazil kontrolo in v bistvu sem bil tudi kontrole. Ja, na Kotnikovi sem hodil dol, profesor Zorčevi, v bistvu sem imel tam tiste tudi druge profesore, ker sem bil za vratne žile, pa tudi ultrazvok srca, pa ultrazvok trebušne votline, pa ultrazvok abdominalnih organov, pa potem še ultrazvok otorinolaringološki pregled. In da sem mentonca pravil, da sem zdrav kot riba. Fajn. In se tudi takšnega počutite, ne? Ja, sej se moram, drugače pa žena me spravi v red. Čeprav, zdaj človeku, ko je pokojnec, mu že pripada kakšna bolezen, ne? Zdaj vi ste od maja, ampak vseeno, si želi biti človek zdrav, ne? Jaz bom, no zdaj pripravništvo, spet grem nazaj. Moja mama je bila medicinska sestra, je, dokler človek ni majhen bolan, je lahko tik pred tem, da bo jutro umrl. Če pa ti ima bolan, pa veš, da je zbolan in ne moš umreti. To mi ni šlo nikoli skupaj. Tako sem zdaj gledal, krasen tale, zdaj sva, seveda niso še povedali, da sem v kvizih noter, zdaj sem povsod v kvizih. Noraj, Milijonarju, v Jokerju, v Vemu. In to zdaj spremljava vsak večer. Briga mene poročila, sam da je Joker, samo da je Mario, samo da je Tale, samo da je Jure Godler.
To nam je užitek. In sva gledala enega fanta včeraj, to knjig, to dobro vedel, nora zadeva, ampak je take prispodobe, da so crkavala tukaj v smeka, kar ulegla sva se rekla, pa kaj se človek lahko spomne. Ne? Tako da v bistvu so te prispodobe zelo pomembne v življenju, da se imamo kaj spominjati. Ja. In to je varianta, da rečemo, dokler mi imamo še veliko srečo, da se lahko nekaj spomnimo, da se lahko o ničem razmišljamo, da lahko še gledamo nazaj, čeprav samo v sanjah, ampak gledamo. To je zgodba. Jaz gledam, recimo, tako se zdaj večinoma sam pogovarjajo, reče, kakšna bo ta naša mladina, sam računalnik, kaj bojo od tega imeli? Lej, ne vem, kaj bojo, jaz sam to vem, da danes, ko sva šla skozi en takle, bi rekel, kratek življenje, 63 let bom drugi teden, zato sem vaja danes povabil, ker drugače bi mogel pa še častiti. Ampak je zadeva taka... Vse prideva. No, in je varianta taka, da v bistvu, bom tako rekel, no, da velik je teh zgodbic, tako kot ti praviš, da v bistvu je, da za knjigo napisati je en majhen korak. Tudi jaz ga zdaj čakam že ne vem koliko časa, da bom že tisto knjigo začel pisati, teh mojih anekdot o mojem življenju, kako se je dogajalo, ker mislim, da bi lahko kar nekaj povedal od teh, jaz temu rečem, žebljev na deskah. Zdaj nekateri jo dajo drugim pisati, ne? Ja, no, tukaj pa jaz nisem zato, ker on ne more nikakor. Ker jaz tudi ne. Lahko še slabš napišeš. Da je pa treba imeti za to lederzic, ne? Prvič lederzic, drugo zadevo pa v bistvu spoznati. Pa jaz recimo, ko imam težave s pozabljivostjo, en teden pišem, potem pa pozabim. Kaj si napisal? In moraš še enkrat prebrati in potem se ti ne da naprej pisati. Ne? Ja, to je res. To imaš pa preznam odkrito. Je kar dobro, takrat, ko greš, da greš kar... Sam greš kar kontinuiran, skozi. Tako da jaz mislim, da bom zdaj to spravil skozi, bolj delam na tem, da bom pripravil vse te materijale, gradivo in potem pa mislim, da bo kar šlo. Žena vam pa psti, Zinka, ne? Mislim, da njih toliko mi ne pusti. Kdo pa nosi hlače? Zdaj, prej smo jo videli, je v hlačah, ne? Zdaj težko ti rečem, kako bi to bilo, ampak če ne bom tako povedal, ker vem, da mislim od zadaj, da za zidom vrata niso čisto zaprta. In ona marsikaj posluša in moram lepo govoriti. Kaj pa, bom rekel res. Z njo živam že 80 let, če ne bi bilo mislim, da jaz ne bi bil tam. Bi aorta počela. Pa ne sam počela aorta, že kaj drugega. Tako da resnično krasen, še malo, veliko sem mi zagrenil glih skozi te variante, ki sem se razdajal, te ljubezni, da bi pomagal, na koncu sem v bistvu so zadevo preveč verjel tem prijateljem in zapeljal zadevo čisto drug konc, ampak jaz pravim temu tako, kot so prej rekla, da malo moraš biti bolan, da si potem lahko, da še nekaj časa živiš, ker večinoma vsi tisti, ki so bolani, lahko rečem, da sem jih kar par videl že, v bistvu pa so dolgo živeli. Ista varianta, moraš nekaj skozi dati, mora biti malo trnovega poti, mora biti malo križovega pota, da potem v bistvu lahko veš, kako je zadeva. Nič nisva še o politiki, pa mogoče, imeli smo nedaleč nazaj bolj jezne ljudi, ki so nam vladali, pa če zdaj malce nazaj pogledamo, niti gospodarstveniki niso glih kritični do tistega obdobja, so rekli, so kar dali, so kar imeli posluh, ampak podoba je bila taka grda, jezna, retorika tudi, marsikdaj. Zdaj imamo pa menda pa bolj nasmešek, samo od kjerga, Goloba ne vidim veliko nasmeškov, vidim bolj posmeh. Tudi recimo pri Klakočarci vidim recimo samo posmeh. Isto jaz zelo težko govorim, ampak bom odkrito povedal, da vse tri ženske, oziroma dve ženski pa en dec, je varianta taka, da mi ne grejo prav skupaj. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu so resnično pokazali svoj pravi obraz takrat, ko so nastopali v kampanji. Moram priznati, da se tukaj v tem prostoru gleda veliko politikov. Veliko teh oddaj, ampak toliko enega sprenevedanja, toliko enega ukvarjanja z drugim, ne pa s problemom. Razumete? Mene zdaj ne zanima, kaj je Janša naredil takrat,
kaj je naredil Kučan takrat. Mene zanima, kako zdravstvo rešiti ven. In glih prišli smo do ene zgodbe s sistemom, recimo, čisto enostavno rečeva, poznava zgodbo Viranta, ki je že postavil parametre nekih odnosov znotraj nekega javnega sektorja. Plačni sistem, ne? Plačni sistem in bi čisto enostavno nekdo šel, ga predelal v 300-kratnik varianta, pa bila stvar rešena. Ne, ker si ti to rekel, jaz tega ne bom. Ker ta je bil iz leta 2008, ne? Torej Tako. bi verjetno nekaj malega za popraviti. Lahko pa tudi veliko, me ne zanima, ampak ne bilo treba odkrivati tople vode. Nafte, ne? Točno tako, sploh pa toliko daleč pa sploh ne bilo treba. In variante, Zdaj pa, ko slišimo, ne, tudi ko zdravstveni sistem prvič, ne, opravičevanje, ne, najprej kritika, potem pa javno opravičevanje ljubljanskemu šerifu, ne, to je malo to je zgodba, ki nima primerjave, ne. To, če so čisto odkrita, da greš ti potem pa govoriti, zdaj bomo pa vzeli nekaj tam, Finske, Estonije mora biti, zdaj tu blizu imamo pa Avstrijo, Nemčijo, kjer pa menda tudi delujejo stvari, ne? Ampak to pa ne bi, ne? Lej, to, ne vem, ne razumem včasih. Jaz 300krat ne, recimo do včerajšnje zgodbe, ko sem poslušal na zadevo, da je recimo zdaj iskala, pa ne vem, kjera že, mislim, da je zunanja ministrica, ne, varianto pri, ne vem, državi Kongo, Zimbabve, pa ne vem, kva še dol Kenija, a kaj že, o neki varianti zgodbe o, ne vem, gospodarstvu, kako sanirati gospodarstvo, ker še sami ga nimajo, štimaga. In zdaj smo šli kaj dol se to pogovarjati. Ne. Prej smo pa govorili, kako je ta zloglasni alfa in omega, alfa samc Janša zgodbo nekaj za sebe delal. Lejte, on je bil tak, je to svoje naredil. A razumete, on je svoje imel, Kučan je mu svoje obdobje, ne gledati nazaj. Mi pa danes hodimo samo, kako je 45, zdaj momentalno smo vso moč uporabili za varianto tega Loredana, a razumeš, kaj ga zdaj porivamo vse 3 krasne, v 2 sekundah lahko bi to rešil. Druga varianta je taka, da v bistvu, kaj sem gledamo nazaj, zdaj smo najdeli zgodbo osamosvojitve tega muzeja, in zopet se tam prerekamo to zgodbo. Zakaj, če imajo drugi so to imeli, zakaj ne pustimo to zgodbo? Vemo zakaj, zaradi Dežmana. Če smo čisto odkriti, Dežman je ampak dajte ga odstaviti, pa drugače narediti, če že glih hočete. Ampak to, da ti priješ na vlado, pa da ti dobesedno in Janša prej in ta zdaj govorimo en pro drugmu, pa čez pa gor pa dol, ampak prva zgodba je pa odstaviti vse, kar nam niso dobri, a razumeš? Čakaj, prostite. Javna televizija, to, kar zdaj gledam, lejte, jaz ne vem, pri farskih muzikantov še 500krat nisem toliko videl, kot jih zdaj gledam na prvem programu. Čako, prostite, pa dosti tega, no lepo vas prosim. To za nalaž delate, pa se to dobesedno vi delate norce iz sebe. Vi ste tam naredili tole, ta drug je pa drugo zgodbo naredil. Recimo, gledamo proteste. A razumeš? Gledaš une kolesarje, ki se veš, kdo se je priključil zraven. Dajmo se nalite in ga čist ga videti. Če lahko odkrito rečemo, enkrat bomo mogli reči temu Bobu Bob, kmalu bomo mogli biti in v Trbovljah in v Zasavju, ja lejte, dvojezični napisi bojo mogli biti, pa se mi na glavo postavimo. Če že hočemo govoriti, isto v Tržiču, gospod Sajac, ampak to vi hočete. Jaz mislim, da to ni res. Ja. A veste, eno obdobje je bil 90. leta, ko so bili oni resnično napadeni, ko je vojna trajala dlj, kakor pa nas več je bilo mrtvih, dogodile so se Srebrenice, dogodile so se masakri in z ene in z druge strani. Mi moramo vedeti, vsaka vojna, če je prej komunajzer pobijal, je po vojni prišel ta nazaj, ko je prišel domov, videl je porušen dom, zažgan ga, recimo videl je to, videl je uno, je kaj je naredil, ki je enega tam zagledal, ga je postrelil. Če se spomnimo Sutjesko Nereto, recimo filme, se ni važen. A razumeš, jaz tudi to gledam, ampak le, nekaj pa bi mogli biti res. Drugač pa ne bi zmagali. Zakaj se niste priključili vi, vi sem, vi gor, vi dol? Zato pa pravim, ne vem, ne poznam. Jaz sem letnik 59. Živimo pa v preteklosti, ne? Reševati pa treba zdaj, ne? Lej, zdravstvo mi ne rešujemo, bolnico Franja. Imate osebnega zdravnika? Ja, pa ga nisem imel. V Kranju mi je padel glih takrat, ko so šla sem, mi je padel tudi osebni zdravnik zaradi iztrošenosti. To je bila edina gospa, ki že zdaj ne vem, ki je, Nikšičeva, mislim, da je bila. Pa bom kar odkrito povedal, to je bil oddelek, kjer se ni govorilo slovensko, se je govorilo albansko. Sem hodil recimo zelo na volitve v osnovno šolo Prešerna v Kranju, ki je podnapis v albanščini. Čako, prostite, zdaj pa počas dost. Jaz nimam nič proti, Bog ne daj, ampak
če hočem jaz gledati džamijo, pojmo mi dol. Tudi ta džamija v Ljubljanki stoji, kapo in dol. Naj bo ta varianta, Bog ne daj. Pejte noter, naredite, tako, ko grem jaz v našo cerkev, jaz sem kristjan, hodim tja noter, ne grejo tudi oni. Ampak gledajte, če tukaj ni toliko naroda, zato pa jaz bojim se, zato so fajn takrat naredili, da se nismo prešteli. No? Ker se bojim, da bi mogli imeti ne 3 džamije. Tukaj je problem, tako da zmeraj ima vrt od zadaj. No. Jaz pravim, le mislim, da je druga zadeva taka, da bomo mogli Slovenci začeti slovensko živeti, uživati, dokler časa smo, drugo, ampak tokle nas je. Se zadnjič sem pa na nacionalni javni RTV gledal tudi eno oddajo, kratko, Jan Plestenjak je bil gost, ki je malce komentiral ta ptujski karneval, pa Zvezda Ceca, ne? Ja, to je pa zdaj naslednja varianta. Ja, zdaj smo pa tam verjetno se kaj podobnega ne bi v Beogradu zgodilo, ne? Da bi bil, mislim, ne, zagotovo, ne, da bi bil glavna zvezda, recimo, Jožo potrebuje Ščuki, ne? Ja. No, zdaj bova tako povedala, če sva čisto odkrita. Kako so najdel hiter odgovor? Da glih ni tako vse slabo, ne? Ni Ceca v uradnem programu ptujskega kurentovanja, ampak je to second program, drugi program tega kurentovanja, ki je pa v privatnih rokah. On pa lahko dela, kar hoče. Takoj so najdel odgovor in tukaj pa ne moš nič. Pri nas kar najdejo odgovor. Ja, se pravim, da neverjetno, to smo pa takoj najdeli. Recimo tam bomo za eno zdravstveno varianto gledali na vem koliko časa, tole pa 2 minute. Ja, zanimivo, ne? Ja, tako je. Evo, sva pri koncu še zadnje vprašanje. Nisva še, kje zdaj delate, kljub temu, da ste upokojenec? Zdaj, če bi ti hotel, še enkrat, zdaj pa nekaj, no, tukaj bo pa zaključila, kajti zgodba je taka, ne, stene imajo ušesa. Penzion je samo eden. Ne bi rad videl, da bi me kdo obdavčil, ne bi rad videl, da bi me kdo kaj prijavil, ampak če nasplošno lahko povem, že skozi sem to delal, recimo noben mi ni videl, da sem 1 let po največjem propadu v bistvu bil brez enega prihodka, da sva živela samo izključno od ženega penziona, da sem skozi prišla, da tukaj lahko živiva. Zato bom kar direktno rekel, lejte, briga mene. Delam fantastično stvar, zdaj sem bil dedek Mraz, Božiček pa Miklavž v Štuli. Vse troje, ne? Vse troje, ker smatram, da so eden lik je pravlični, drugi lik je Coca-Cola mojster iz Amerike, ta tretji pa ta prav svetnik iz Italije, v bistvu, ki je združen tukaj, en je dobrotnik, ta drugi je tole, ta tretji pa je socialističen. Ampak jaz jih jemljem kot v bistvu 3 dobre možje, ki se lahko skupaj najdejo in lahko neko obdarijo. In sem z Lucijo Čirvičo v decembru hodil krog in potem sem bil v bistvu še, zdaj pa pripravljam že novo premiero, ki jo delam pa v Groblah pri Domžalah. To je predstava, kadar se ženski jezik ne suče. To ni napisana monodrama zaradi mene, ker včasih bi tudi to rad, ampak recimo bi tudi ona rada, da jaz ne bi govoril. Tako da v bistvu delam tam en tekst, ki ga zopet si želim delati, no tega si pa želim in bom tam igral eno glavnih vlog, glavno vlogo, tako da v bistvu bom probal pomagati prijateljem, ljubiteljem iz Groblja, ki so iskali nekega igralca in sem pa jaz zraven prišel. Pa sem se, da bom tle okoli nekaj dobil, pa smo se pogovarjali, ampak tukaj je nekaj malo zamrl, pa bomo probali skozi cajt. Mogoče pa bo še ki zaživelo. Tisto v Studencu pa še živi? Tisto še zmeraj živi, oni delajo, pač nas ni več tam, tako da v bistvu morbit letos, čakamo vsako leto, tam pride ven razpis, to se pravi marca, aprila, malo pred velikonočnim ponedeljkom in takrat pride ven, kaj bi delali. Je še vedno stražar ta glavni? Še zmeraj ta varianta. Mogoče posluša oddajo, pa bo poklical, ne? Benga problema z veseljem. Sej mi je zmeraj tako varianta, zmeraj poklical, če je kaj rabu, če je kakšna stvar bila, ampak zdaj v bistvu sem kar 10, 12, 13 let, mislim kar zaporedoma, tako da zdaj v bistvu potem po tem sem jaz sam bil tisti, ki nisem mogel, zaradi tega, ker No, mes je bila še korona, ne, tudi, ne. Prvič je bila korona, drugič je bila pa varianta taka, da je še operacija. Ja, jaz zdaj upam, ne, da teh operacij ne bo več, ne, ja, da bo to šlo zdravje naprej, ne, da boste znala to ženo, ne, razdeliti delo. Ne. Si ga ona to ga ona lepo razdeli.
ona, ne? Ona ga razdeli, ampak dela pa se mi sama. zdi, da je pri teh oženjenih parih, ne, poročenih, je tako, ne? Ja, ne, pa to je lepo. Dva zmeri. Jaz vem, da imam vedno zadnjo besedo, ne? Ja, to verjamem, ja. Vi tudi? Ja, tudi. Ampak samo 2 besede sta. Ja, Recimo, da, draga. Ja, tako. Tako da jaz upam, da bom še velikrat lahko rekel, ja, draga. Čeprav meni reče, nekaj v 2 levih rokah. Meni pa sploh to ne govori, ker jaz pa največkrat najraje sedim na vozu, pa da ona vse skapoleče, ampak potem zasluge poberem pa jaz. Ampak lej, tako je, vsak mora biti za nekaj, ni za vsak za vse rojen. Ne. Nekateri smo glumci, ne? No, tako. Glumači. Glumači, ja. Hvala. Z velikim veseljem, hvala lepa, da ste prišla, hvala lepa, da ste vse pojedla. In na koncu upam, da se še kdaj vidimo. A bo kje za pojest? Mislim, da se že dela. To pa zinki, pa to moram pa res reči. Kapo je dol, mene obleče, vaja na futra, na koncu gre pa še mi do hitro Ivančno Gorico po en sedežno garnituro, pa smo rešeni. Pa smo rešeni, ja. Tako. Hvala. Hvala vama. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter.